Tele je pa čisti led. Gremo spet not v rokah enkrat ena. Jep. Dober jutr, danes sva pa v Italiji v Dolomitih in se furava do izhodišča za Cima della Vezzana. Cima della Vezzana je tudi eden izmed 10 najvišjih vrhov v Dolomitih, ki je pa relativno lahko dostopen 3000-ak. Najlažja pot je iz San Martina di Castroce gor do te koče. To se da priti peš ali pa žičenco. Pa naslednji dan na vrh pa nazaj dol. Pot ni tehnično zahtevna, je pa dolga. Najin prvotni plan je pa, da greva iz tukaj do tega križiša, kjer bova videla, kakšne so razmere. Če je veliko snega, bova nadaljevala po lažji poti, drugač pa po ferati, ki se začne tukaj in na zemljevidih sploh ni označena. Razen na Bergfexu sem jo našel. Ta ferata je ocenjena s C, zato ker ima najtežji del tako težavnost. Drugač je pa večinoma A ali pa AB. Mal nad vrhom ferate je pa bivak, od katerega se bova spustila dol na sedlo, kjer se poti združijo. Od tam pa ni več veliko do vrha, kjer moraš pa paziti, ker je mal prepadno. Zdaj je ura 6:30, midva sva pa lih prišla na izhodišče. Danes bova tukaj prespala, pa šla pa jutri zjutraj ob 4. Kele gor. Sej vrh je mal za tem, ampak je na tej višini. Sprememba plana. Sva najdla še en izhodišče na 1900 metrov. Namesto iz tukaj dol bova štartala tle gor. Manj višinca bo za narediti, bo pa več razdalje, kar nama odgovarja. Tako da se va zdaj kar prestavlja, ke? No, pa sva na te drugmu izhodišču. Jutr zjutraj va šla po poteli poti čez tale meliše. Zdaj moram pa najti čem plec za spat. Po moje sem sam tlele nek na tale traven kolegu. Postla je neštimana. Danes imam še polšter sabo, tako da bom še bolj spal. Zdaj je ura 9, vstalava pa v 4:30, tako da se vidimo jutr. Je dober jutr, a ne? Zdaj pa treba jeti. Po noči je začel ful pihati. Zdaj sem v redu spal, sam zdaj se morava pa dobro oblečiti, ker če ne bo zebel. Ura je 5, zdaj bova pa začela hoditi. Je prvi sneg danes. Tamle naprej pa zgleda, da bo več snega. Se zdaj sva že na te pravi višini za ferato. Mogoče sam še ene 50 metrov gor. Tole bo pa križiše. Evo ga, ja. Ferata.
Zdaj je šla tukaj gor. Če bi hotela iti pa do Koče, bi šla pa tlele naokol. Ta pot je veliko lažja. Ampak tlele si pa hitrej, tako da je šla po Ferrati. Tlele je pa začetek. Do sem je bilo 420 višinca, uro 20. Ko v bistvu se začne skoraj na 2300. Zdaj pa eno pauzo naredila, pa tukaj gor. Se ta Ferrata je narejena v spomin temu modelu. Se tlele zgleda čisto kupno. Me zanima, kakšen bo ta zgoren del. Kje zdaj naprej? Tamle gor nekaj, lej. Ja, tisto vijem tam. Je do unga pa naprej. Je samo zajlo moralo videti naprej. Mislim, da že s tem vidim. Moje tamle levo noto. A vidiš, kje je zajlo? Evo jo. Dobro. Čak, sam pol rabila čez sneg, ali? Je malo, ja. Ja, pol pa daj mi spin. Dal sem ga. In gor mo sam pogled, kak je un klin. Ja, vidim. Vendaj pa magar tega televga. Super. Zdaj pa po moje najbolj, da gre kaj gor pa preč, v tem ki je najmanj snega. Evo je pot tlele dol.
Sam tlele je pa dobra skala. A ne? Pač jaz tle nisem nič začutil, da bi se premikala. Ja. Pa se vidijo te proge od smučišč. Tle je pa spet pod snegom zajla. Na vsake toliko cajta je kakšna taka zaplata. 3 ure hodva, pa sva na 2730. Se pravi še koliko? 450, ne? Ja, ta 392. Ja. Malo malce. Se zdaj ima še na 150 višincev te ferate, pol pa sam še 1 uro po moje do vrha. Se tam bo pa skoraj ziher že sneg. Ker tudi tamle, kaj gledam, kaj je približno ista višina kakor tlele, pa je tam veliko snega. Sam kva so tle odsekani hribi. Čisto. Ja. Tlele je pa čisti led. Sam, ko imaš zajlo zraven, je v redu. Kvaj svetlo tle. Ti moram prav sončne špegle dati čim prej gor. Bivak. Zdaj bom imela pa tle malco, poj pa še 1 uro do vrha. Se je pojedlava pa kar noter. Le koliko ima je tle konzerv? Ano? Konat. Ja, ja. Kako pa imaš sploh? Cici. In to je fižol pa koruza. Sam tuna bi pa pasala. A ne? Pa voda. Juho imaš isto celo. A ja? Ja, vidim, ja. Ne, sem kaj, Rižota? to je rižota, ja. 2, 4, 6, 8, 9 ležišč. Ni slabo. No.
Zdaj sva tukaj pri bivaku in se morava spustiti dol semle na 2920, pa gor do vrha. Takole pa še v živo tole zgleda. Tamle gor je vrh. Na tej strani je pa veliko več snega, tako da če vla ferata potaknemo, bi bilo pa veliko težje. Zdaj ura 9:30, tako da zdaj 4 ure pa pol, odkar sva šla od avta. Se tle pa ni videti, da je bilo shojen. Ja, tukaj ja, sam pa gor. Gor ni. Gor ni, a ne? Gor ni več shojen. Ja. Se je zdajle čez gledal, da je to ful strmo, sam pa kaj bliz priješ, pa sploh ni tok. A? Vse je šel. A ne da? Tam se nič ne vdira. Ja, nič se ne vdira, pa se pol ne vidi. Tole bi rekel, da je lih malo bolj strmo, kot streha od Grintovca. Tle je pa zdaj sam še skala. Saj, kakor sem gledal, je to polet vse kupno. $3,100, 5:20. Na to stran je pa čist prepadno. Evo ga model, to je to. Najjače. Evo, marmolado. Ja. Tle sam pazice, tle je pol metra pa je pol drop. Zdaj pa še vrhovi tlele naokol. Tukajle je Monte Civeta, zadnji je Antelao pa Punta Sorapis. Pa imamo pa tukajle Monte Cristallo pa Tofane, najvišja izmed njih Tofana di Mezzo, na kateri sva že bila. Od zadnji sta pa Grossglockner pa Grossvenediger. Pa imamo pa tukaj Marmolado, to je ta najvišji vrh Dolomitov. Na tole stran se pa vidijo Avstrijske Alpe. Zraven naja je pa Cimon de la Pala in zatem direkt dol imamo pa parkiran avto. Tako da v bistvu iz parkirišča se je tega videli z druge strani. 6:48. Zdaj sva na vrhu že dobro uro, tako da bova počasi šla dol. Ja, sej pot je fiks takole okoli. Sam prej sva šla kar direkt gor.
Zdaj pa tukaj le spet dala dereze gor, pa se pa spustila tukaj levo dol, tako da zdaj ne bova šla nazaj gor do bivaka. Zdaj sva se odločila, da va še na tega le skočila. Takole, pa sva še na tega prišla. Tole je Cimon de la Pala in pa Cima de la Vezzana še iz druge strani. Midva sva pa zdajle na vrhu, ki se imenuje Il Nuvolo oziroma v prevodu oblak. Jaz sem kaj, da so zmrzneni, ampak eni se pa premikajo. Ne, leze vse. Fuj, človek. Evo, zdaj morava pa kele dol. Zdaj pa ta stran zgleda do bivaka, kada moraš po sten gor. Sam pa, ko priješ do sedla, pa vidiš, da ni toliko strmo. Kreves, kar take. In kje je to zdaj? Ne vem. Razpoka pravijo, da je tlele nek. Je sama ta pušča zdaj znači kam rešitelj, kam je kje razpoka? Ja, se lih to. Ne vem. Sam sej, če je ta modela, veš, je tle hodil. Sam za tem modelom. Ja, se to. Sem še jaz prvo, pa. Ja, to. Ta prava pot je pa tlele desno nek gor. Se po mojem je še bolj prehodno, kot tlele. Se tale pot mora biti polet čist fajn. Ker se v bistvu tukaj se spustiš dol, pa sam kje gor na sedlo, pa naprej na vrh. Sam zdajle, kaj pa sneg, je pa še malo problem. Ker se udira. Ohoho! Di mi to pot, Se to. ne pa več tega novih snega. To je pa še en padavc. Kva ga tole sede, ker se nič ne udira. Ni bilo za dolg. Ja, tle bo zdaj isto, sam gaženje do tega gor. Evo, to je lifehack, ko kamero ven privlečem, se pa neha udirati. Ker tako 5 metrov nazaj je bilo pa še na polno. Tamle do pasu. No, pa sva na prelazu. Kva ga tle piša. Zdaj morava iti pa dol, v bistvu sam takole naravnost. Una hiška tamle gor je pa Včičance. Pot je pa tlele taka. Malo za poplezati, ampak ni kaj dosti. Se da lepo pridati.
Ja, tlej tako. V redu je, ampak je pa ene par mest, ki moraš malo poplezati. Tale pot pa zgleda čist nevzdržvana. Zdaj morava v bistvu tle dol po tem potoku, pa čez ta Snežiše, pa tlele. Ok, se v bistvu je veliko boljš, kakor je izgledalo. Se zdaj pa ne bi smelo več biti veliko. Zdaj sva na 2321, skoraj 11 ur. Zemlja. Ja se, ker sploh ni teh prekatov narejenih. Tle moraš imeti not v rokah enkrat ena. Jep. V bistvu bi bilo boljš, da bi šla nazaj na Ferrato. Ja, če pedla, da je tako, ker je res slabo. Ja. Evo, zato pa je taka pot, ki je zaprta. Sam zgor ni tega nič pisal, tako da nisva mogla vedeti. Ja, tle se gre pa nazaj v ta San Martino, tukaj dol. Evo, tukaj gor sva šla pa zjutraj za Ferrato. No, pa sva nazaj. Skoraj 1700 višinca, 14,3 km pa 12 ur 20. Tako da po mojem imava dosti za danes. In to je pa tudi vse, tako da se ga naslednjič. Ajde, čau.